Evropejci smo med daleč najbolj zahtevnimi kupci avtomobilov, kar lepo kažejo neštete izvedenke, ki jih morajo proizvajalci ponuditi, in vrhunski materiali, ki danes krasijo praktično že vsak malo boljši avtomobil. Ampak kriza že nekaj let seka tudi po Evropi, zato si je marsikateri kupec moral kakšno željo iz seznama lepo odčrtati in se odločiti za malce cenejši avtomobil. Če pogledamo statistiko, komu prodaja raste in komu pada, lahko hitro ugotovimo, da v zadnjih 2 letih rastejo oziroma dobro prodajajo predvsem cenejše znamke. Hyundai, Kia, Škoda, Chevrolet, Dacia in tako naprej. Očitno je, da cenejša vozila privabljajo kupce, zato je takšnega pač treba imeti v ponudbi in zato ima sedaj Citroen C Elizea. To ni limuzinski C4 in to ni avtomobil, ki bi bil primarno narejen samo za evropski trg. Prodaja se bo predvsem na Kitajskem in v Rusiji, kjer so takšne limuzine zelo priljubljene. Tudi znotraj zato ni tako fine mehke plastike, ampak je navadna trda, kar mene osebno niti ne moti kaj dosti. Med vožnjo se je namreč ne dotikam ves čas, pa tudi izgleda skoraj tako kot tista mehka. Bolj mi je pomembno, da ne škripa in pri Citroenu zagotavljajo, da ne bo škripala, ker so dele med seboj privijačili in jih ne le zataknili. Da gre za cenejši avtomobil, kažejo druge stvari. Recimo to, da je volan nastavljiv samo po višini, da stropnih ročajev ni, stikala za odpiranje in zapiranje stekel so tule in ne na vratih, ker jih je tja ceneje potegniti, predvsem pa ne znajo samodejno odpreti in zapreti stekel. Ta Elizea ni najboljši primer tega, kaj želi Citroen s tem avtom sploh ponuditi, ker je naložen z opremo in zato niti ni tako ekstremno poceni. Ga pa boste lahko dobili že za 9500 evrov, kar je glede na velikost avtomobila hudo poceni. Čeprav armaturka ne bo tako polna in v osnovi volan verjetno niti ne bo usnjen, pa bo ta avtomobil vseeno ponudil kar nekaj. Denimo ABS in ESP, ki sta serijska, za klimatsko napravo bo treba pa doplačati. To pomeni, da boste imeli dober avtomobil za ugoden znesek, še vedno pa si boste lahko umislili vse dodatke, ki so na voljo v Citroenih, celo radio z USB vhodom. Prtljažnik res da ni tako uporaben, ker je limuzinska odprtina manjša. Da gre za cenejši avtomobil, pa mi povedo tista vodila zadaj, ki se prav grdo zajedajo notri v prtljažnik, tako kot pri vseh ostalih tekmecih. Pelje se C Elizea, precej udobno, krmilni mehanizem sicer ni med najbolj komunikativnimi, kar pa niti ni težava, glede na to, da gre za družinski avtomobil, v katerem se boste peljali bolj ali manj lepo in počasi. Bolj pomembno je zopet to, da prav lepo požira neravnine. Posebnih prodajnih številk ta avtomobil ne bo nizal, to je jasno. V prihodnjem letu, ko ga začno prodajati, bodo uspeli prodajati okrog 200 vozil. Je pa dober tekmec Škodi Rapid, Seatu Toledo, Chevrolet Aveo in recimo Dacia Logan. Oziroma tudi zelo dober tekmec Peugeot 301, ki stoji na povsem enaki osnovi in bo imel tudi povsem enako ceno.